Hej! Živijo punce, to je ful dosti narej. Jaz ne vem, kako začeti slovenske videe, glavnem se vseeno, bomo kar šli dalje z videom. Danes bom naredila 20 dejstev o meni, ne štejte, ker nisem čisto ziher, da jih je 20. V angleščini sem že naredila par takih videov, v slovenščini pa še nikoli ne, zato sem se zdaj odločila, da bom naredila še slovensko. Mislim, da še dobenega fakta nisem povedala, ampak če sem ga, sorry, gremo. Prva stvar o meni je, da bi jaz ful rada imela neki svoj taki coffee place oziroma pač kafič, taki mali, luškan, ne vem zakaj. Pač rada bi delala druge stvari, ampak to je ena izmed stvari, ki bi jaz rada imela. Ful rada nakupujem za druge oziroma obdarujem druge ljudi, if that makes sense. Pač ful rada kupim darila za ljudi, ki jih imam rada. Ne maram najbolj sonca, pač nimam tako rada vročine, sem bolj človek za jesen ali pa zimo, tako da ja, to je več faktov združenih v eno. Obožujem sneg, kako lepo, pač sneg zgleda ful lepo. Vse, ko je v snegu, je tako bolj magical, kljub temu, da ne maram preveč hoditi ven po snegu, pa vse mokro, ampak vseeno je ful lepo. Ful rada bi živela v Londonu ali pa na Švedskem, oziroma oboje nekaj časa, ampak nisem ziher. Mislim, ful sem tak, ne vem, ali bi rada živela v Londonu potem ali na Švedskem, ampak oboje mi je tako ful všeč, kljub temu pa verjetno bom živela na Slovenskem, what the fuck, v Sloveniji. Moja prva Apple stvar, ki sem jo dobila, je bilo pred 2 letoma in to je bil moj prvi iPhone. In odkar sem prišla na Apple, ne grem več nazaj. Tako da I'm an Apple girl, I guess. Prav tako imam rada jabolke za jest. Ne maram presenečen, tako da to mi je najhujša stvar, ko mi če mi mora nekaj povedati, pa mi na takoj pove. Ali pa kaj tajega, ker jaz to res ful ne maram. Ne maram, da mi nekdo preseneča, zaradi tega, ker se mi zdi, da sem prav tako pod pritiskom in ko mi nekdo da neko darilo, ful ne rada odpiram darila, zaradi tega, ker kljub tega, da sem včasih ful vesela, moj izraz na faci ni tak in je ful tak, nočem let down ljudi, ki so se trudili za darilo in da si pomislim, da meni ni všeč, ali pa pač se mi zdi, da ful taki pritisk, da ti mora biti všeč v tistem trenutku. Teda jaz tega ful ne maram. Prav tako bi rada imela tudi zavetišče za živali oziroma pač nekaj tajega, ker bi bila živali, ki bi skrbila za njih in potem dala dalje. Ali pa tudi ne, pa je pač bila na nekem prostoru, kjer bi bil potem lahko coffee shop, pa še trgovina za živali, pa še veterinar. No ja, to so moje sanje. Poleg tega, da bi bila drugačno službo, to bi bilo pač hobi. Ko sem bila stara, ne vem, zlagala se bom 13 let, so mi odstranili mandle, oziroma ne odstranili, obrezali, da ne bi več imela toliko angin, kot sem jih imela v preteklosti. In kdo ima zdaj angino? Vsakih fucking par mesecev mi mandli ful bolijo, kljub temu, da pač zdravniki pravijo, da so ful grdi, oziroma da tisti, ko mi je obrezal mandle, je naredil zelo, zelo nedobro delo. Tako da, thank you, really, I appreciate it. Ko sem bila mala, nikoli nisem rada razmišljala o tem, zakaj smo, pač zakaj je svet sploh, pač oziroma kaj bi bilo, če nas ne bi bilo. Mislim, ne znam razložiti, ampak tako čudno čude, ko se razmišljam, pač kaj bi bilo, če nas ne bi bilo, da ne bi bilo sveta. Ne vem, to vprašanje me vedno ful tak. Moja najljubša igrica, ko sem bila mala, oziroma še vedno, če bi imela, je bilo na PSP-ju, sem imela igrico Shrek, ki so racali z njihovimi stvarmi, na katerih so bili. Pač v bistvu je bila tekmoval si, no, kjer bo prišel prej na cilj, ampak ta igrica ne. Taki bed mi je, da sem dala to v stran, ker se vedno, ko razmišljala, sem tak, to je ena igrica, ki bi jaz igrala še zdaj, vsaj enkrat na teden, pač. Ful mi je bad in to je ena izmed mojih največjih želj, da bi enkrat dobila spet ti PSP in tudi igrico.
jaz ful rada poslušam zgodbe ljudi oziroma kaj se mi je zgodilo v življenju, ne vem, grozne zgodbe, srečne zgodbe, pač ful rada poslušam različne zgodbe od različnih ljudi, pa sploh tisti, ko so starejši, v času vojne, ne vem, jaz obožujem ljudi, ki pač ti povejo dosti stvari, ne vem, veš, ko so zanimivi, ko ti pač en izdelek se mi zdi, da mi je zdaj trenutno rešil kožo, imam ga komaj 4 dni, pa je ogromna razlika in to je od The Ordinary, čakaj. In pač to si daš na obraz 2-krat na dan, po samo eno kapljico in mi je res ful pomagalo, tak res, pač to je ena stvar, ki bi jaz priporočala vsem, ki imajo nečisto kožo, ki imajo težave z mozolji in takimi stvarmi, ker jaz nikoli nisem imela, razen zadnji pol leta, oziroma 1 leto sem imela ful neke težave konstantno s kožo, oziroma pol leta bomo rekli, ker drugače nikoli nisem imela in to mi je zdaj končno pomagalo, tak prva stvar, ki mi pomaga. Ne maram, oziroma pač ne da ne maram, ampak ne rada nosim kratkih hlač iz tega materiala, ko so recimo kavbojke pa take stvari, ne, zaradi tega, ker mi je ful neprijetno, lezem in vrit pa vse posod drugod, prekratki so, gled, vsako trgovino, ko sem šla, pa si probala te hlače, gor so tako kratke, da mi pol riti ven visi, pa ponavadi, ko jaz vidim tak ljudi hoditi, sem tako, oh my god, zakaj kažeš celo rit ven, pa grem v trgovino, pa ti dejansko ne dajo druge opcije. In ful sovražim, in zdaj nosim samo take z onega finega materiala, ko je taki flowy. Tisti hlače so life. Včasih, to bo zdaj zanimivo čuti, verjetno vsi ljudje, ki me poznajo, bo tako ponesovat, razmišljam o tem, da bi si celo lase dol pobrila in ne, na nulo. Pač, ker vsi, ko me poznajo, vejo, da imam jaz rada lase, pa ne, ampak imam gosta lase in kravžaste in včasih, ko si to ravnam, so ko kepe in jih ravnam in ne gre in imam vedno nekaj kravžno v glavi. In včasih me dobesedno tako dvigne, da sem tak. Ampak po drugi strani pa sem tak, I can't do that. Ne vem, če bi lahko naredila. Ko sem mala, smo z eno prijateljico, ko smo skupaj trenirale, Tino, smo šle na gimnastiko in smo šle najmanj 1 uro do 2 uri prej in tam z onih blazin gradile hiške in se igrale in to je bilo, mislim, ena izmed najboljših stvari v mojem otroštvu, res, ful smo se imeli vedno fajn. Jaz sem rekel foro, to si naredil, pa se naredil balonček okoli tebe, pa si naredil to, pa se je zaklenil. Mislim, pa šel beg, ali nekaj takega. Obožujem Imagine Dragons, pa Macklemora, pa Harry Styles, pa v bistvu vse iz One Direction ljudi. Pač na njihov koncert bi ful šla, sploh na Imagine Dragons, pa na Macklemora, pa Harry Styles. Prosim. In pa še zadnji fakt, ki sem se ga spomnila, je, oziroma zadnji fakt, ki mislim, da še ga nisem povedala, ker toliko stvari sem že povedala, da sploh ne morem dati v video, ker bi se samo ponavljala, ne, lahko bi vam povedala 50 faktov o sebi, stvari, ki sem že povedala. Pač, ko sem spomnila, naredila še en video, blablabla. Zadnji fakt pa je to, da jaz, kar bi se tako kind of obvious, ker sem prej govorila o tem, ful, nisem taki človek, da gre ven na partije, zaradi tega, ker pač ni mi prijetno, ko je preveč ljudi okoli mene, se počutim tak, ne morem biti v takšnih situacijah. Velikokrat, ko sem v uni, mislim, ogromno krat, večinoma, sem imela neke take neprijetne izkušnje z starejšimi moškimi. To ja, in pač jaz sem taki človek, ki je rada doma in se rada doma pogovarjam z ljudmi, pač je to cel dan, pa celo noč. Pač jaz to ful rada, jaz se res ful rada pogovarjam z ljudmi. To je bilo to za ta video, upam, da ste uživali, upam, da ste me malo bolj spoznali, kakorkoli. Pač spodaj v komentarjih mi lahko povete nekaj stvari o vas, ker pač me zanima. Spodaj mi napišite, kakšne videe hočete videti, ker se jih imam ful dosti pač pripravljenih, ampak pač da vidim, kakšne stvari bi radi vi videli.
pač za angleške in slovenske videe lahko, vseeno. Teda to je to in pa se vidimo naslednjo soboto ali pa sredo. Dija!